Knjigo predstavljamo v sklopu domoznanskih večerov. To je nova aktivnost. V letu 2021 smo jo zdaj uvedli v program literarnih četrtkov. Prav s tem namenom, zato ker smo že v lanskem letu imeli zelo veliko povpraševanja naših lokalnih avtorjev in ustvarjalcev in se nam zdi prav, da naredimo najprej nekaj zanje. In to je zdaj ena prva od teh stvari. Nas res veseli, da je to to. Današnjim gostjam najprej dober večer gospe Darinki Kozinc, avtorici knjige, potem tudi gospe Darici Leban, avtorici Spremne besede in seveda dr. Megi Rožič, moderatorki večera. Dobrodošli vsem skupaj in tudi vam. Dober večer. Tako, vsem dober večer. No, lepo. Zdaj pa, preden bi začeli z našo predstavitvijo, še nekaj splošnih informacij o uporabi Zooma za tiste, ki ste danes prvič tukaj gor. No, imate različne možnosti pri uporabi vašega Zooma, torej lahko ste vidni oziroma lahko tudi skrijete tale s kamerco, tako da niste vidni v obraz. S to opcijo spodaj, stop video, kliknete gor in se vam potem na vaši ikončki izpiše samo ime oziroma vaša povezava. V toku tega večera bi vas lepo prosili, da vprašanje postavite lepo na koncu, da bo večer lepo stekel. Imate pa tudi to možnost, da vmes tukaj od spodaj, kjer vam piše chat, postavljate vprašanja sproti in na koncu večera vam bodo naše gostje na ta vprašanja zagotovo odgovorile. Tale naša povezava je aktivna do 7:15, tako da časa bo sigurno še dovolj in za vprašanja in za kakšno razpravo in tako naprej. Torej, jaz vam želim en lep večer. Zdaj se bom začasno odklopila in bom v eter poslala share screen, torej glasbeni nastop Domena Kozinca in upam, da boste vsi uživali in ko se spet srečamo, pa nadaljujemo naprej. Hvala lepa.
tako res ena lepa uvertura v ta krasen večer. Zdaj pa res predajam besedo našim gostjem. Ste vsi slišali? Je bilo v redu? Ja. Superca. No, zdaj pa res predajam besedo gospa Kozinc, gospa Darica in gospa Megi Rožič. Izvolite. Hvala lepa. Pa še edino, seveda, kar pa je izjema, što pa seveda vrhunski športniki, ker za njih pa je poseben otrok v športu. Kdo ima nekaj odprtega? Slišim, da je nekdo... Prosim, da tisti, mogoče Tina lahko ti kot gostiteljica mogoče utišaš tiste, ki imajo odprte še mikrofone. Evo, hvala lepa. Saj sicer ste zelo lepo povabljeni tudi k besedi, takrat si seveda mikrofone vključite, sicer pa, da se bomo lažje slišali oziroma izmenjevali govorniki, bo tako veliko bolj optimalno. Torej, lep dober večer vsem skupaj. Glasbena spremljava Domna Kozinca nam je pričarala vzdušje za današnje srečanje. In sicer nas je uvedel z ljubezensko pesmijo Andreja Bocellija Amo soltanto te. Včasih, ko nam je srečevanje, druženje in zbliževanje odsvetovano, da ne rečem na trenutke celo prepovedano, je luč bralstva ugledala zbirka kratkih zgodb, ki se zdi v tem času kot neka dobrodošla ironija in sicer dobiva se v maksiju. Avtorica Darinka Kozinc nam je v sodobni čas, ki je precej trg in na trenutke tudi surov, ponovno obudila in da ne rečem tako hudomušno iz naftalina vzela lahkotne, nežne in tankočutnim bralcem namenjene ljubezenske zgodbe. Te zgodbe so od leta 1974 do 1994 izhajale v reviji Antena. Bili so to drugačni časi. Časi, ko so mladi nestrpno pričakovali izid nove številke, posebej pa so se je veselili tisti, ki so svoje avtorstvo skrivali pod psevdonimi in raznimi začetnicami imena. Časi, ko so za literarne prispevke še primaknili dober honorar in ko je tudi avtorica, danes že prekaljena pisateljica, še preko tipkarskega stroja, v uricah, ki si jih je lahko utrgala med študijem in predavanjem, zbirala misli in ustvarjala literarne like, podobe, ljubezenska srečanja in oddaljevanja. Bili so to časi, ko sta bila internet in mobilna telefonija še neka futuristična predikcija, nekje tam na obzorjih prihodnosti. Avtorico Darinko Kozinc prav lepo pozdravljam danes med nami. Še enkrat prijazen pozdrav. Torej, rojena v mehkobi Vipavske doline in tako ali drugače zaznamovana z mejo, na prepihu med dvema državama in kulturama, je večino svojega literarnega opusa tudi posvetila tem temam. In da ne bom ponavljala že znanega, morda velja omeniti samo zadnja avtoričina dela, Legoricien, Lezloven in še zelo sveža, Dolge sence fašizma, Krpanke in številna dela za otroke, ki izhajajo pri različnih založbah v slovenskem in tudi zamejskem prostoru. Okno v drugačen svet, kot sama pravi, ji je odpirala mama, ki je zaradi ljubezni žrtvovala udobnejše življenje v svoji domovini. Prvo objavo pesmi je doživela že kot šestošolka, nato pa se je bolj posvetila prozi in zlasti kratkim zgodbam. Prav kratke zgodbe pa so se ob usmerjanju literarnega urednika Alberta Paplerja, ki mu je pričujoče delo, ki ga bomo danes spoznavali, tudi posvečeno. Izvijala se je iz nekoliko nerodnih začetkov v bolj izbrušene oblike prav pod njegovim tihim mentorstvom. Dokaz za to so različne in že kar številne nagrade tudi na literarnih natečajih. Naj omenim samo eno, in sicer nagrado Mestne občine Nova Gorica leta 2017 in to je Bevkova nagrada. Študijsko in poklicno pot pa je sicer obirala na področju biotehnike,
ki pa ji je pri pisanju, kot pravi, pomagala z jasno in trdno zgradbo zapisanega. Do sedaj je pri različnih založbah izšlo kar 20 njenih slikanic za otroke. Naj povem, da jih je 7 tudi sama ilustrirala in 6 knjig za odrasle. Prav tako se lahko avtorica pohvali z nekaj prevodov v češki, angleški in srbski jezik. Njena dela so dobila mesto v različnih zbornikih, objavlja pa v Trobentici, Novem rodu, Primorskih srečanjih, to že zdaj lahko govorimo v preteklosti, Cicibanu, Cicidoju, Mladikih in številni drugi. Avtorica je tudi predsednica Goriškega literarnega kluba Govorica in Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink. Živi in dela v Solkanu. Z nami pa je danes na naše veliko veselje tudi avtorica spremne besede, gospa Darica Majer Leban. Darica, zelo prijazno vam predajam besedo. Hvala lepa. No, bom na kratko pravzaprav povzela spremno besedo. Gre za, ne vem, če se vidi, torej, za kratko prozno knjigo, dobiva se v Maxiju, avtorice, kot vemo, Darinke Kozinc, in obsega 31 pretežno ljubezenskih zgodb. Ljubezen se v teh zgodbah kaže v različnih niansah, po večini intoniranih s tradicionalnimi vrednotami. Avtorica tu izpričuje življenjsko moč in torej silo ljubezenskega čustva. Njeni junaki so taki, kot jih poznamo iz vsakdanjega življenja. Družinski člani, sorodniki, sošolci, sodelavci in tako naprej. Gre torej za široko paleto človeških nravi, opisanih na kratko, toda neposredno in učinkovito. To velja tudi za opise razmerij, razpoloženj, kot tudi za opise predmetov, krajev in dogajalnega časa. Vsaka zgodba ima trdno in logično zgradbo. Jezik je lep, čist, besedni zaklad izredno bogat. Pogosti so tudi humorni namigi, s čimer zgodbe dobijo še dodatno pozitivno moč. So pa sicer preproste, ampak to je pač podrejeno naravi žanra. Vendar so zelo doživete. Marsikatera ima avtobiografsko noto. Dogajanje je pogosto postavljeno v okolje rojstnega kraja, ki je pisateljico močno zaznamoval, kar spoznamo tudi v njenih drugih literarnih delih. Gre za tipično žensko pisavo. Ko rečem ženska pisava, ne mislim toliko na oblikovno ali stilno oznako, ampak bolj na vsebinsko oznako. Nobenega nasilja ne srečamo, ni političnih stališč, nobene grobosti. Vse je tako nežno in optimistično. To je prijetno branje za romantične duše, še posebej dobrodošlo v tem kaotičnem času, ko nam zatežena besedila nič ne olajšajo zapletenega vsakdana. Pričujoče zgodbe pa nas z rahlo nostalgijo po preteklih časih spomnijo, kako je bilo vse bolj preprosto, lepo in lepo, ko smo bili nekoliko mlajši. Priporočam v branje. Zdaj pa predajam Ermegi tebi in Darinki besedo. Hvala lepa. Tudi tebi, Darica, hvala.
Evo, jaz sem se izklopila, pa se moram ponovno vklopiti. Hvala lepa, Darica, za ta lep uvod v to, kar bo v nadaljevanju neke vrste pogovor o samem delu. Gospa Darinka, zgodbe so kratke, raznolike, hkrati pa lahko rečemo, da jih vse veže neka ljubezenska tematika. In sicer, tako kot je gospa Darica že povedala, tukaj srečamo ljubezen v najrazličnejših konotacijah. Kako so te zgodbe nastajale? Če se vrnemo malce v tiste čase. Ja, res lepa hvala obema za tako lepe besede in tako lep uvod, da mi je bilo kar nerodno. Najbrž, če bi sedela zraven, bi zadevala, na ekranu se to niti toliko ne vidi. No, če se vrnem k temu tako zvanemu pisanju, ne, to je nekoliko lahkotnejši žanr, mislim, da je Darica lepo poudarila to, ki je bil pač za določeno publiko takrat so razmeroma mladostnikov. Ker namreč revija Antena, ki je izhajala dolga leta, je imela, se pravi, literarni del. Kakorkoli je že bila in je niso brali mladi, večina mladih je pa zelo posegala po tej reviji, ampak imela je čudovitega urednika, gospoda Alberta Paplerja, ki mogoče so na njega res nekoliko pozabili in mene je skozi po malem žulilo, da bi te zgodbe enkrat malo zbrala. Niso vse zgodbe notri v tej knjigi, so izbrane zgodbe, tako ker nekatere teme so se mogoče kdaj tudi kaj ponovile, ampak on je znal tako z eno spretnostjo, kar smo tudi objavili v zadaj na platnicah, recimo njegove literarna mnenja, literarne utrinke, je znal tako spretno pišočega iz tistih nerodnih začetkov usmerjati včasih tudi na nekoliko humoren način. In to je bilo res včasih zelo, zelo dobrodošlo. Če se navežem malce na te komentarje uredniške, ne, pravzaprav so tukaj uredniki oziroma en urednik, ne, gospod Papler, javno predstavljali svoja mnenja in tudi morebitne izboljšave samih zgodb na naslovnici, kaj ne? Ja, tako je. In se ravno to pravi, mislim, da to se kar malo pogreša, ker to je bilo tudi namenjeno vsem, ki so brali ta literarni del priloge. In vsakdo se je lahko učil, tudi iz napak, recimo tistih, ki so pisali, ne? Ker večina, kot je bilo že povedano, marsikdo se ni podpisoval po te zgodbe, jaz tudi ne. In mislim, da se je potem enkrat urednik celo razjezil name in rekel, zdaj bi se pa že lahko podpisala in me je brez moje vednosti tudi podpisal. Ne, drugače so bile ali psevdonimi ali so bile, ne vem, začetnice, včasih je tudi napisal Primorka, recimo, skratka, kakor je začutil, ne, ker kot pravim, mogoče smo bili takrat tudi že kot generacija nekoliko bolj sramežljivi, malo smo se skrivali, recimo, nismo želeli, se je pa včasih skozi kakšno zgodbo ugotovilo, kdo je kdo za tema, ne? Tudi to je bilo zanimivo, ne? Tako da, recimo, prav ena moja je vzbudila precej zanimanja med mularijo, ne? Če smem temu reči tako takrat, ne? Ker so zaznali, da je zelo resnična in so se nekateri notri tudi prepoznali, ne? Je bilo kar malo je vršalo, no, tako bom rekla. No. In temu vršanju sem se jaz za psevdonimom ponavadi skušala izogniti. Ja. Če se dotaknem še te formalne plati objav in me zanima, kakšni so bili pa kriteriji za objavo teh kratkih zgodb v Anteni? Kako so izbirali prispevke? No, teme niso bile predpisane, oziroma tema je bila, recimo, en čas so bile ljubezenske zgodbe, jaz mislim, da tudi Milan Petek se bo tega spomnil, ne? Sigurno je tudi on, ki zraven pisal, potem so bile pa zgodbe, ki jih piše življenje. In jaz sem prepričana, da je bilo med njimi kar nekaj tudi danes uveljavljenih avtorjev, verjetno tudi kakšen član našega Goriškega literarnega kluba. Tako da ti si poslal uredniku v presojo, takrat se je pisalo na pisalni stroj, že pisalni stroj je bil napredek, ne? Seveda. Jaz sem se kar mučila, da sem do njega prišla. Dobila sem ga nekje tam, ko sem bila stara 14-15 let, po vseh zvezah, ki jih je imel moj oče, da smo odkupili pisalni stroj, še danes ga imam, bolj zato, da ga imam kako bi rekla, za spomin. In seveda pisana na pisalni stroj je bila kar mukotrpna zadeva, če primerjam z današnjim računalnikom. Ker pač tam, če si se zmotil,
si pač moral popravljati tako ali drugače, lahko je grdo izgledalo. Tudi za silo, jaz se nisem učila hitrega tipkanja, ampak sem se naučila sama z 2 prstoma, no, in vse nekako je šlo, ampak bistveno več časa si porabil tudi za samo tehniko, ne. Ampak dobro, časi so bili takrat taki, kakršni so bili. No in ne vem, če ste opazili, mene je literarni urednik non-stop opozarjal na odmik. Ne? Jaz tega sploh nisem vedela, kaj hoče od mene pravzaprav. Ne? In sem vedno delala iste napake. Ne? Se pravi, to me šlo na živce, ker je potem moral izgleda marsikdaj tudi sam to pretipkati. Ne? In to je bilo spet mukotrpno delo. Ne? Tole z računalnikom danes, to je neverjetna milina. Naslov zbirke oziroma knjižne izdaje teh kratkih zgodb nam da misliti, da gre za zgodbe v bolj urbanem okolju. Ne? Omenjate pač tale prostor sredi Ljubljane oziroma tole veleblagovnico v središču Ljubljane, ampak branje nam že zelo kmalu pokaže, da ni ravno tako. Torej, tudi kot celoten vaš opus zaznamuje vaško življenje, vaški topos. Nenazadnje nekatere kratke zgodbe se dogajajo tukaj v naši neposredni bližini, torej Kras, Vipavska dolina. Ja, se to je razumljivo, ne? Tudi urednik sam je dejansko podpiral, ne? Se pravi, čim bolj pisano paleto recimo iz različnih okolij, ne zgolj iz urbanega okolja. Moram pa povedati, da tam je bil logo vedno na teh straneh, dobiva se v Maxiju. Ampak Maxi recimo ima zame, pa tudi za mojo generacijo izjemen pomen. Recimo kot študentje, ko se je Maxi Market zgradil in pojavil, zlasti ta slaščičarna, smo se tam radi zbirali. Zbirali smo se seveda ob posebnih priložnostih. Bodi si takrat, ko si naredil kakšen izpit, ko si praznoval kakšen dogodek prav vesel, in takrat smo si privoščili oditi na tortico. In sicer na tako zvani lahki, temni gozdiček, tako so se imenovali namreč tortice, in ta Maxi je ostal vsej moje generaciji in tudi mečkano naprej, pa mečkano nazaj, dobro zasidran v enem takem prijetnem spominu, zato tudi od tu naslov dobiva se v Maxiju, ker to je bilo pomenilo, torej nekaj posebnega, tisti dan je bilo nekaj zanimivega, če si šel v Maxi. Ni bilo to, da si hodil vsak dan, normalno štipendija ni zadostovala za pretirano razkošje, ampak tisto, ko si šel, to je bil pa neke vrste mali praznik. Je bilo nekaj, res smo ta Maxi dojemali, ker je to bila tudi nenazadnje ena takih prvih eminentnih slaščičarn v Ljubljani, ko se je pojavila. In tudi vse, ko smo iskali fotografije za naslovnico Maxija, nažalost nisem dobila tudi v fototeki dela, nisem dobila ustrezne recimo, ne? Ampak tudi takrat, ko so ga odprli, je bil to izjemno veličasten dogodek z zastavami in z vsem, kar je sodilo v socializmu zraven. Zanimiva zadeva, ki se mi je tudi pokazala pri prebiranju teh kratkih zgodb, je bilo, da vsaka zgodba nima nekega jasnega sklepa, ne? Da so zgodbe sestavljene tako, da nas kot bralce puščajo na nek način z neko množico interpretacij v glavi. Torej, kako se je domnevno razpletla zgodba posameznika ali pa nekega para, usoda torej glavnih protagonistov, zakaj je temu tako? Ali so bile tudi to neke zahteve uredništva puščati bralca torej v neki želji po še? Ali je morda to prišlo čisto z vaše strani spontano? Ne, to je bila spontano z moje strani oziroma tudi od ostalih avtorjev, s tem, da literarni urednik se je sicer imel pravico včasih tudi kaj po svoje zaključiti, ampak tega je bilo potem zmeraj manj. Vsekakor si pa dobil tudi v tem njegovem okvirčku spodaj, čisto na koncu, velikokrat tudi navodilo, ne? Pa to bi lahko bilo nadaljevanje, pa to bi lahko razširil, pa to bi lahko recimo napisal roman. Ja, to bi bilo pa krasno za radijsko igro. Ja, pa zakaj se ne obrnete recimo na radio, tam zdaj take stvari iščejo in tako naprej. On je dejansko usmerjal tudi v smislu nadaljevanja
katerekoli razvijajoče se zgodbe. Moram pa poudariti, da gospodu Paplerju je bil všeč humor, ne? In on je zelo rad poudarjal ta smisel, ta humorni pristop. In recimo jaz sem bila šokirana in presenečena, ker se je nekega dne tudi pojavil na vratih pri nas, ne da bi povedal, ne da bi se najavil. Me je seveda zelo, zelo presenetil, sem se počutila seveda zelo počaščeno in je rekel, jaz moram spoznati to svojo sodelavko, on je mene imenoval sodelavka, osebno tudi rekel, ne samo preko zgodb, ker to je zanimiv odnos, ki se vzpostavi med tistim, ki piše, pa tistim, ki tvoje zgodbe bere, ocenjuje in jih seveda tudi popravlja. In sicer je prišel samo zaradi tega, ker je bila ena zgodba, ko sta se tašča in snaha sprli zaradi kolerabe v juhi. Se pravi, ko je bila ta koleraba v juhi, mene je to toliko me navdušilo, rekel, da sem vas moral srečati. Ne? Se pravi, ena je bila proti, druga je bila za in sta se zaradi tega skregali. Ne? In njemu je bil ta element, mu je bil tako zanimiv, da se je pripeljal iz Ljubljane v Solkan. Imate morda to zgodbo pri sebi? Mislim, da bi jo takoj našla, naslov je Svakini. Ja, bom pogledala takoj. Ker imam jaz za branje drug predlog, ampak zdaj bom poiskala, lahko pa vi ta čas kaj drugega preberete, a ne? Ja. No, jaz sem si izbrala eno kratko zgodbo z naslovom, samo trenutek, da jo najdem, in sicer lansko poletje na Krasu, pa bom jaz med tem časom prebrala en odlomek, samo da mi uspe, evo, ker zdaj smo tako digitalizirani, da težko iščemo. Ja, da težko iščemo, ja. Ja. Hvala. Samo trenutek, evo. Kje pa si? Jaz sem svoje našla. No, potem pa predajam besedo. Ko iščete, se pravi, se vidi, da smo še, mislim, iz obdobja knjig, ne? Tako. Nekega dne pa je počilo. Smešno, zaradi česa se vse ženske prepiramo. Maša je namreč trdila, da se v govejo juho doda tudi koleraba. Tašča pa da ne. In sta se usekali. Tašča se je grabila za srce, Maša je dobivala popadke. Pridrvela sem od doma, ker me je na pomoč poklical svak. Maša je odpeljal v bolnišnico, tašči sem dajala zdravila. Na srečo se je izteklo vse dobro. Tašča si jo pomogla. Maša se je iz bolnice vrnila čez 2 dni, popadki so bili lažni. Po tem spopadu nista bili več prijazni druga z drugo, tako da je svak v firmi zaprosil za stanovanje. Ne bi sam ta delček sem prebrala, ki je njega navdušil. Pa bom jaz še en delček. Lansko poletje na Krasu. Nemogoče ideje imaš, je namrščeno ugovarjala materi, ki je zavijala šop cvetja v mokro papirnato brisačo. Kdo le še nosi rože na pokopališče v tej žgoči pripeki? Saj boš hitro, jo je mati ustavila z nestrpno kretnjo in je šla. Ubogljivo, kajti ko se je njena mati za nekaj odločila, ni trpela ugovora. Stopala je po stezici med visoko travo, navzgor na hribček, kjer je sivo obzidje ogrejevalo svet mrtvih in njih nagrobnike. Zagledala ga je v trenutku, ko so pokopališka kovinska vrata tresknila za njo. Edini obiskovalec, sklonjen na težko bronasto vazo, v katero je razporejal plastične vrtnice, je bil tam. Pogled na moškega, ki se je trudil z rožami, je na obraz priklical rahel nasmešek. V njegovi zatopljenosti, v to opravilo je bilo resnično nekaj smešnega. Pesek pod njenimi nogami mu je sporočil, da ni več sam. Zdrznil se je v tem samotnem trenutku, ko je bil zatopljen v spomine na svojo mater, se zravnal in njegov pogled se ujel z njenim. Zatrepetala je, boleče se je dotaknilo njenega srca. Že spet, je pomislila. Saj sem ga vendar prebolela. Spomnila se je črk njegovega imena na belem listu, napisanih z mehkim svinčnikom, radirke, s katero je brisala črko za črko.
S tem simboličnim dejanjem je mislila, da ga je dokončno zradirala iz svojega srca in življenja. Kar je pač bilo, nepovratno. Preteklost ostaja mrtva tam pod murvo, poteptana pod kamnito mizo na Krasu, v borovem gozdičku za hišo med kamenjem, kjer se v kraški samoti plazi stari mudras. Spustila bi rožo iz rok v tem neskončno dolgem trenutku ujetja dveh parov oči. Obrnila bi se in stekla med visokimi travami navzdol, šla njegovemu pogledu, v katerem se je zrcalilo najprej presenečenje, nato zvedavost in odblesk nekega spomina. Ni se obrnila, ni stekla, ni spustila rož na tla. Zbrala je svoje občutke, jih ujela v lupino, zaprla vanjo in pogumno stopila do očetovega groba. Pokimala mu je v pozdrav, nič besed. Oče jo je z zamrznjenim nasmehom gledal s porcelanaste slike. Počepnila je lahko oblekla se je razprostrla okoli nje. Iz vaze je pobrala uvelo cvetje, v nosnice ujela smrad po razpadanju. Vazo je izpulila iz zemlje in jo držeč stran od sebe odnesla k izhodu, kjer so v vrsti stali smetnjaki. Cela večnost je minila, odkar te nisem srečal, je prestrašeno posegal v njegovem glasu spokojnost pokopališča. Vedno se pretiraval, je odvrnila. Mi še leto. Odprla je pipo, pritisk vode je bil premočan, poškropilo jo je po prsih in trebuhu. Tanko blago poletne obleke se je oprijelo njenega telesa, dobrodošla osvežitev v poletni vročini. S polno vazo se je vrnila k grobu, potisnila jo je v dolbino zemlje in pričela urejati cvetje. Stal je pred njo in ji zakrival sonce. Hvala za senco, je zamomljala. Malce je hecno, da se srečava ravno tu, ob pomnilnikih minljivosti, medtem ko normalni ljudje uživajo ob dobrem kosilu, je pokomentiral. Čutila je njegov žgoč pogled na sebi, zlasti tam, kjer se je blago oprijelo njenega telesa. Počutila se je, kot bi bila gola, vendar ni dvignila glave, dokler ni zadnji cvet stal v vazi tako, kot je želela. Zravnala se je in mu namenila pogled. Na njegovem obrazu je skoraj zamrznjen lebdel nasmeh. Sviljeno srajco je imel malomarno razpeto, ledene hlače so že oddaleč razglašale, da so bile drage. Miran je znal služiti denar, vaščani so šušljali, da se ukvarja s sumljivimi posli. Le v njegovi hiši na Krasu, kamor jo je vodil, ni vedel nihče ničesar. Veliki hiši s kamnitim partonom, na katerem sta bili vklesani začetnici imena R.J. in letnica 1911. Dvorišče je zapiralo kamnito obzidje, nad prav tako kamnito mizo je murva razpirala svoje velike, mehke liste. Hiša je hranila mnogo spominov, tudi njene. Morda še, gospoda Rinka, če nam lahko zaupate, kako je prišlo do te ideje, da bi zbrali te zgodbe in jih izdali? Jaz sem zelo vestno zbrala vse te časopise, v katerih sem imela objave. Navada je bila taka, da sem skrivaj pobrskala, če je bila objavljena zgodba, potem sem tudi anteno kupila, če ne. In sem potem nekako to, nabralo se mi jih je precej te šare. In enkrat sem porazmišljala in na srečo je bil urednik, se pravi založbe Jutro, ne urednik, založnik, bil pripravljen, da bi to izdal. Nisem mu zdelo nič tako, da bi bilo to počas za njegovo založbo ali kakorkoli. In smo se lotili. No. Jaz sem sicer zbrala določene zgodbe, kot sem že prej povedala, nisem vseh. Gledala sem malo na raznolikost. No in sama sem sestavila po nekem občutku in tu se moram res zahvaliti Darici Leban. Ona je meni, kako bi rekla, ena čudovita oseba, ki zna vedno povedati bistvo. In praktično je ona nekako potem uspela to razporediti po svoje. Tudi veliko nasvetov mi je dala, kar se tiče zlasti slovničnih zadev. Skratka, jaz sem njej izjemno hvaležna, ker mislim, če pošteno povem, jo jaz uporabljam, se grdo sliši, ampak jo prosim, da je moja tako zvana prvobralka. To je namreč za vsakega, ki piše, tudi če vase še zmeraj dvomi,
zelo dobrodošlo, da imaš nekoga takega, ki ti je pripravljen prebrati in seveda tudi povedati svoje mnenje zelo, zelo tako, kot je, ne da bi karkoli olepšaval. In res zdaj še enkrat izražam to neizmerno hvaležnost. No, potem pa to sem prepisovala počasi oziroma vnašala v računalnik in vse so ležale praktično, to sem jaz delala lani spomladi, po malem, vsakem toliko časa sem kakšno prepisala, ker to pač ni tako enostavno več, ne, mislim, pretipkati sam, da bereš, tudi mogoče sem kakšno malenkost spremenila, potem je mala zadeva odležala, Darica je to urejala, potem je prebrala še, potem tudi založnik je nekaj časa mečkal, ni se čutil, bi, ne bi izdal v pravem trenutku, no in njegova odločitev je bila potem, da je izdal tik pred novim letom oziroma konc leta 2020, če tudi se je poigraval z mislijo, da bi mogoče prešel v naslednje leto. Jaz sem vesela, da so te zgodbe na nekem kupu, tudi iz tega razloga, ker pričajo o nekem času, pričajo tudi o tem, ker mogoče ne bi nihče niti več prebral, lahko bi rekli, da so drugače odšle v neko preteklost, tam nekje ostale, pač kot poudarim, to so bile zgodbe, ki sem jih pisala veliko prej, torej še v mlajših letih, zato smo tudi dali fotografijo iz mlajših let, to se je založnik odločil, ne jaz. Po drugi strani, kot pravim, sem želela dati en pomen temu, ker danes praktično mladina, razen mentorja, no, ampak to ni tisto, ne, tle si prišel kar hitro na vrsto in si dobil en odziv, ampak mladina danes kaj takega nima, ne, pa še honorirane so bile te zgodbe, ne. Jaz sem si lahko iz teh honorarjev kupila marsikakšno šminko v navednicah, ne, recimo, kar dekle rabi v tistih časih, ne, ker ni bilo tako dostopno z lahkoto, mogoče kot je danes. No in tako, kako jaz vem, je bil en prijeten občutek je bil, no, ko si bil objavljen, pa če tudi si vedel to samo ti ali pa še kdo zraven tebe, ampak in te zgodbe smo brali, mislim, poudariti moram to, da to smo srednješolci na veliko brali, ne, in razen, kot sem rekla, nekaterih tako zvanih intelektualnih, ne, mislim, ki so se imeli za večje intelektualce, recimo v srednjih šolah, ne, tudi to se je dogajalo, to pa jaz ne gledam, ampak so nekateri tudi skrivaj to brali, ne. Tako da to je bil neke vrste časopis, ki je vzgajal in odgovarjal na marsikakšna tudi druga zapletena vprašanja, ne. Ampak meni je pomenil zlasti ta tako zvani literarni del, mi je resnično veliko pomenil in dejansko si imel možnost, da si tu ne samo objavljal tisto, kar si doživljal, kar si mislil, kar si pisaril, ker vse veste, kako je, če ostane nekaj pri tebi doma, ni to isto, kot če pride ven. In prav iz tega razloga res se mi je zdelo fino, da to izdamo in tako da tudi založbi Jutro oni so meni kar nekaj knjig že založili, hvaležna recimo, da prisluhnejo takim mojim včasih tudi malo čudnim predlogom. In zlasti se mi zdi pomembno, ne, da sem se spomnila res tega urednika, ki nas je pač na nek način oblikoval, klesal po svoje tudi, usmerjal, dajal navodila, včasih tudi malce požugal. Skratka, bilo je simpatično. Zdaj bi mogoče besedo predala vsem sodelujočim. Torej, če imate kakšno vprašanje, ste lepo... Ja, jaz bi prosila samo še nekaj, ne. Recimo, mene ljudje ne poznajo po humornih zgodbah, ne. In imam eno zgodbo Usmerjena ljubezen, ki je v bistvu sovpada s časom tako zvanega usmerjenega izobraževanja. In bi prebrala samo, če lahko, ker sem bila prej precej kratka s tisto kolerabo, samo en delček iz te zgodbe, tako da malo začutite recimo, da pač lahko tudi posežem na humorno stran. Obredel sem že vse srednje šole našega mesteca in na koncu mi je ostala zgolj še ena, lesarska. In tako sedaj sedim v 3. letniku tehnične šole.
Snov, ki jo profesor trenutno razlaga o vrstah lepila in lepljenju lesa, me dolgočasi. Zato v mislih zbežim v svoje sanje. Igralec bom. O svojem talentu niti malo ne dvomim. Žal pa je moralo miniti kar nekaj časa, preden sem spoznal, da se moram preriniti skozi neko srednjo šolo. Sem glavna zvezda vseh šolskih proslav in časih me celo posodijo na gimnazijo. Uspelo mi je, da sem občasno tudi statist v našem podeželskem gledališču, ki se ponaša z nazivom Primorsko-dramsko gledališče. Na odrskih deskah pod razsvetljavo reflektorjev se počutim resnično živ. Toda najbolj sem si domač z našim malim odrom, ki smo si ga lesarji postavili v prostoru, ki mu pravimo kulturnica. To je dolg, ozek prostor, svetloba vanj prodira le skozi eno okno, kar pa ni moteče. Osvetljujemo ga z barvnimi lučmi, ki so jih napeljali dijaki elektrošole. Priznati moram, da se vendarle učimo za uporabne poklice in mogoče mi bo lesarstvo še prav prišlo na lesenih deskah gledališča. Kulturnica je bila precej zanemarjen, zapuščen prostor, ki smo ga dijaki sami očistili, uredili med urami praktičnega pouka in pobarvali z barvami, ki nam jih je kupila mentorica Janja. Vem, da sem čeden in veliko deklet zdihuje za mano. Sam še nisem bil zaljubljen in to do dne, ko se je v kulturnici pojavila ona. September se je že prevesil v zadnjo polovico, ko je mentorica Janja sklicala nas kulturnike. Tako se namreč imenujemo na kratko, v resnici pa smo komisija za kulturo. Sedeli smo kar na tleh, na blazinah. Nekateri so imeli na obrazu naveličan izraz, bila je namreč 8. ura in raje bi šli domov. Več ali manj so bili to isti obrazi, le nekaj novih mladičkov je željno srkalo vase ambient kulturnice. Ona je stala malomarno naslonjena na zid. Kar zadelo me je. Amor je izstrelil svojo puščico. Temne lase je imela nalašč urejene v nekoliko razmršeno pričesko. Najbolj modre oči, kar sem jih kdaj videl, so v svet gledale zafrkljivo. Noge, ki so kukale izpod kratkega usnjenega krila, so bile višek popolnosti. Že od svojega 15. rojstnega dne se je namreč nor na lepe ženske noge. Neotesano sem buljil vanjo, ni pokazala, da jo kaj moti. Namenila mi ni niti najmanjše pozornosti. Kdo pa je ta, sem zašepetal Andreju, ki sedel poleg mene. Moja nova sošolka, pred 14 dnevi so se priselili iz Ljubljane. In to le zato, ker se je menda njenemu staremu stožilo po rojstnem kraju. Tjana je ime. Moj pogled se je dobesedno pripel na njo. Mentorica me je morala dvakrat upozoriti, ker so se moje misli pletle okrog tega prelestnega bitja. Ko smo zaključili sestanek, se je Andrej zrinil do nje. Še na pico, je povabil z osladnim glasom. Od pice dobim mozolje, ga odrezavo zavrnila. Zrinil sem se bližje. A ti si pa nova? Sem bleknil, ker se v tistem trenutku nisem mogel spomniti ničesar najboljšega. Najnovejša, mi je zabrusila. Pograbila je zvezke in se odpravila k vratom. Ostalo boste pa sami prebrali. Odlično. Ponovno lepo vabim vse skupaj, da kaj pa vprašate, če vas še kaj zanima. Je kakšno vprašanje v zvezi s tem delom, morda še zelo svežim tudi dolge sence fašizma. Morda lahko rečeva še kakšno besedo o tem, to gre pa za popolnoma drugačno, bomo rekli, formalno, tematsko, motivno pisavo, kaj ne, Darinka? Ja, tale roman kratek bo predstavljen, kot sem že napovedala, v mesecu februarju, skupno še z 3 kolegi iz našega goriškega literarnega kluba. To bo urednik Felix Titan iz Volosovega hrama, predstavil vse 4. Tako smo se zmenili, tudi tako, da spoznamo malo eno drugo založbo iz Maribora, ker namreč poudariti moramo, da na Goriškem pri vsej naši, kako bi rekla, želji, kulturni, srednji in tako naprej, nimamo nobene goriške založbe, za izjemo seveda Mohorjeve, ki je pač na oni strani meje in tudi oni imajo seveda bolj svoje zamejske avtorje. Mi pridemo na vrsto, kadar pač pridemo. No in prav zahvaljujoč Milanu Petku, se pravi, to se pa pozna, Milan Petek je namreč naš član in seveda iz drugega konca Slovenije. Gre za hvala, da smo začeli sodelovati tudi z mariborskim delom
in Štajerci, tako da takrat seveda prijazno vabljeni. Torej, Temne sence fašizma oziroma Dolge sence fašizma je pa roman seveda, ki ima grenki preokus. Je precej resničnih dogodkov, se pravi, zadeve so bile take, kot so bile, s tem seveda, da sem si določen del avtorske svobode vzela, ampak večina je to zgodba, lahko bi rekli, ne zgolj oseb, ki v njej nastopajo in družine se pravi, tik pred drugo svetovno vojno in pa med vojno, ampak je zgodba, ki je pravzaprav zgodba primorskega človeka oziroma celotne Primorske. Če ni posebnih vprašanj. Jaz ne bi še zaključevala, jaz bi pa Milana, če je še prisoten, zelo rada malo izvala. Milan je tukaj z nami. Milan, povej mi pošteno, si pisal za Anteno ali ne? Ne sliši? Se mogoče mora odmutiti. Slišim, ne? A si ti kdaj pisal za Anteno? Me zanima. Nisem prišel na vrsto, ki si bila ti abonirana. A res? Ja. Enkrat sem poslal, vem, da, ampak je bila moja, to pa je bila moška pisava in očitno uredniku ni šlo, da se pretepa in nasilje in take stvari, ni šlo, ni bilo po okusu in pač nisem uspel. Sem pol neke druge revije pisal. Ja. Imaš tudi ti kakšne take želje, da bi izbral to svoje, ki si jih razpršil naokrog? Ja, bodo, ne? Bodo. To pride z leti, ne, Milan? Ja, bodo tudi te. Samo to, kako pa se je končala tista štorija na Britufu, ko ste se srečala? Je bilo kaj? A to te zanima? Milan, ravno prej sem poudarjala, da vse zgodbe nas puščajo tako malce v suspenzu. Zelo podobno, ne? Milan, ti preberem zaključek, čak sam, da jo dobim. A veš? Tista hiša na Krasu, potom. Ja, zanimivo, da te zgodbe kar potegnejo, ne? Ne hoče. Tista te zanima. Potem so Megi, lahko ti prebereš do konca. Sam zadnji zaključek mu preberi. Bom. Evo, sam da jo spet, da se vklopim. Aha, poglejmo zaključek. Ja, zdaj en kup dialoga tukaj. Evo. Da ne odrežem preveč pomembnih stvari. Samo malce. Dajmo tukaj. Bolečina je še hodila za njo in sivina dni brez njega. Skozi to puščobo se je kot sončni žarek počasi in vztrajno kradel Jure. Kaj si storila z mojim pismom? Je Miran nenadoma vprašal. Strgala sem ga, ne da bi ga prebrala. V njem sem ti vse pojasnil. Žena je pripeljala sina na obisk, saj ti je hotela obrazložiti, toda ti si odvihrala kot furja, je rekel in dodal. Zakaj pa danes nisi pobegnila pred mano? Ni več nevarno, je zašepetala. Sklonil se je k njej, objel jo nežno, kot je znal le on, dotaknil se je njenih las in jo rahlo poljubil na lice. Ni se upirala, ni odmaknila roke. Še zadnji poljub v slovo, je zašepetal in se nato dotaknil še ustnic. Za trenutek je zaprla oči in v njegovem poljubu je bil skrit ves čas, ki sta ga preživela skupaj. Odprla je oči, se zastrmela vanj kot tujca in se odmaknila. Čar preteklosti je bil v črepinjah. Prepozno, sanje so se razblinile, zasovražila sem Kras, nisem hotela več v čarobnost tiste pokrajine. Vse je spominjalo nate, barviti ruji v jeseni, nemi zeleni bori, rdečina vinogradov, trda sivina kamenja. Bolečina mi je odprla oči. Nisem bila več pripravljena zanikati vonjav drugih žensk, najbolj so po njih dišali tvoji lasje. Vedno sem se temeljito okopal, na lase pa sem res pozabil, je zamišljeno odgovoril. Tudi on se je odmaknil, nato jo je z nasmehom pogledal. Tokrat se je ona približala njemu. Samo še zadnjič me stisni v objem, močno me stisni, da bom ujela bitje tvojega srca.
Razprl je roke in jo sprejel v objem, toda srci nista več utripali v istem ritmu. Izvila se je in vstala. Srečno, deklica, je rekel in se dvignil. Stala sta si za trenutek nasproti, nato sta skupaj šla do izhoda. Kovinska vrata so tlesknila. Ona je odšla navzdol med travami po stezi. Obstal je in gledal za njo. Za obleko, ki je valovila okrog njenega telesa, za čopom temnih las, ki so opletali na njenem hrbtu. Obrnila se je in mu pomahala. Pomahal je nazaj, sam, samoten na svoji poti, ki si jo je izbral. Kako je že rekel? Rad imam ženske, veliko teles, rad imam različnost, ne morem si pomagati. Tedaj jo je nekaj obšlo, spoznanje. Jure pa ima rad samo njo. Njen muhasti značaj, njene sanje, njene misli, njene želje. In vendar, namenila je hvaležno misel Miranu za tisto poletje na Krasu, tako polno strasti, ljubezni in bolečine, pa tudi grenkih slutenj in zavedanja, da nikoli ne bi bil samo njen. Tam, na koncu steze, jo je čakal Jure. Nasmejan in vesel kot vedno, razširil je roke in planila je v njegov varni objem. Vročina pa taka, z rožami bi res lahko počakala do večera. Evo. Odlično. Tvoje pričakovanje, si kaj drugega si želel? Ne, v redu zaključiti. Hvala. Ja. Ni kot cvetje v jeseni, noben ni umrl, razen tisti, ki so že pokojni. Nič takega nimam jaz, nič takega. Nobenih pretepov, nobenih umorov, iz strasti, nič takega. Nič samo umorov zaradi neuslišane ljubezni, rezanje žil. Ne. To so take nežne zgodbice, ki nobenemu nič ne škodijo. Ja. Sem pa bral jaz te zgodbe. Jaz sem tudi bral Anteno, pač tistih, ko smo hodili prvi, drugi, tretji letnik, pa 8 razred osnovne šole. Sem tudi bral Anteno, ki je bila, to je bilo skrivnosti, zgodbe, ki jih piše življenje. Tako, ja. Torej pa bil ta Papler, jaz sem tudi bil v stiku z njim, on pa je bil tudi urednik Zabavnika. Točno, ja. Jaz sem pa tam pisal. Tam pa so bile rubrika Skrivnosti mladih src. No, evo, potem bomo brali tudi, se pravi, Skrivnosti mladih src pri tebi, prav? Ja. To je tak, ne, to je to, približno, ne, ampak ta moška malo drugačna zgodba. Ja. Tina, kaj meniš? Lepo se je razvnela ta debata, ne? Nič v skladu s tem takim turobnim časom, ne? A ni fajn? Ma ne, jaz sem imam v bistvu prav super, sama sem tlele v sejni sobi, verjetno sem edina še tukaj v knjižnici in uživam, ko ne vem kaj. Sem hotela še pripomniti, kaj je gospod Petek rekel, tudi jaz sem bral Anteno, tudi jaz sem še brala Anteno svoje čase. Toliko, da še to povem in moram reči, da mi je bilo... A je pol izhajala še tako dolgo? Ja, je bila še v tisti majhni, mislim, v tisti izvedbi kot zveščič v bistvu. Ja. Potem pa je po novem izhajala že kot revija, kot tudi v večjem formatu. Ja. Tako da ja. Evo, imam dva izvoda še. Ja. Tako da vam kažem, tako je bila, v bistvu. Taka revija. In tle zadaj so bile, mislim, so bile tudi zaupne besede, vse to, kar je pač mularija rada brala, tudi križanke, ampak recimo pa so bile tle, zadaj so bile pa zgodbe, se pravi ta tako zvana literarna priloga. In nekdo je tudi risal, ne vem, so bile neke risbice in kot vidite, tle je bilo vedno, dobiva se v Maxiju, kot en tak napis in pač nekako tako se je utrnilo tudi za naslov te zbirke zgodb. Kateri psevdonim pa si uporabljala? Jaz sem uporabljala Dada. Pogosto. Dada, ja, Dada. Zelo pogosto. Mislim, včasih so bile tudi sam začetnice. Kot pravim, parkrat me je tudi kar sam podpisal, ja. Brez moje vednosti. Super.
Ima še kdo mogoče kakšno vprašanje, da se lahko vključi v pogovor? Samo morate Spomin tudi. da vas bo slišati. Kakšen spomin, recimo, lastno izkušnjo, ne, bi bilo zanimivo slišati. Ne vidim zaenkrat nikogar, tudi nihče ni kaj dvignil roke, da bi rad kaj povedal. Tako da, Megi, gospa Darinka, kaj pravite? Vsekakor tematika in način obravnave za ljudi nekako, ki prevladujejo v knjižnici, bi jaz rekla. Na takšen nostalgičen pogled na mladost. Je tako ali ne? Mladi bralci bi pa verjetno malo zmajevali z glavo in bi to tematiko malo drugače pričakovali obravnavano. Je tako ali ne? Darinka. Ne vem, Prosim. bom testirala mlade bralce, še sam moram vnuk še malo zrast, bom pa testirala, ne? Da mi bo znal povedati. Ne? Verjetno, ne vem, za kakšne deklice po moje bi pa to še kar bilo, no? Ampak vsekakor tudi odrasli, ampak prav s to nostalgično perspektivo, ne? Ja, zato, ker vsakdo od nas ima kaj takega za sabo, je tako, ne? Ja. Tako ali drugače, vsakdo se lahko najde, ne, nekje, ja. To prav zagotovo, ne? Je pa, vse je bil tudi namen tak, ne? V bistvu je, kot pravim, en presek nekega časa tudi, ne? Nekega časa, ki ga ni več. Ja. Bi želel še nekaj dodati, vidim. Ja. Jaz bi, glede na to so ljubezenske zgodbe. Ampak vse ljubezenske zgodbe v bistvu od antike pračasov, odkar se je pojavila človeška civilizacija, človek in so na svetu dvoje ljudi, ne? Moški in ženska. Vse ljubezenske zgodbe so že bile 100 000-krat odigrane, napisane, se zgodile in tako naprej. Pravzaprav samo kulise so neke druge. Ampak vse tista doživljanja, to, kar je Darinka zelo dobro, zelo tankočutno zna zaznati utripe srca zaljubljenih ali pa razočaranih, to je vedno enako. To je eno nijanse, ki bi rekel, zdaj, ta ljubezenska zgodba, ta očitno je bila ta prava, ker ti že Đorđe Balašević je rekel, sve so prave ljubave tužne. Tako, lahko pa so tudi, seveda so tudi srečne, ampak ljubezenske zgodbe bodo še čez, dokler bo naš svet obstajal, ne, upam, da bomo še dolgo, bodo še vedno ljubezenske zgodbe. Romeo in Julija, stara zgodba, še vedno je živa, še vedno se, kako bi rekel, ob njih samo sprašujemo, ali pa tam, če Hamlet, pa tista Ophelija in tako naprej. Pa Prešeren, pa njegove, vse posod, ljubezenska zgodba je večna zgodba. To je super zadeva, žanrska, seveda, lahko pa tudi ni. Pravzaprav ne vem, če so to vse glih žanrske, če so to lahke. To bi lahko bila tudi kakšna v stilu Cvetje jeseni, ki pa vemo, to je evergreen, ne? Ja, upam, da bo tudi tvoja knjiga, kako bi rekel, tak zasijala. Hvala za tvoje lepe želje, res. Ena ljubezen je lahko neizmerna sreča ali nesreča ali tragedija. 1000 in milijon ljubezni je pa statistika. To je jasno, kot je pri vsaki zadevi. Zdaj še pa samo o založniku, ker je tudi meni izdal že neke stvari. To je urednik in lastnik je Stane Kodrič, ne? Branika, ja. In iz Ljubljane, sicer je on naš človek, Primorc, po rodu, zato in se tudi na Primorsko vrača in ima malo afinitete do primorskih avtorjev, zato sem vesel, da še vedno izdaja knjige.
da ni že obupal, ker ti tudi, kako bi rekel, s knjigami ni, kako bi rekel, to zaslužek. Če bi človek igral, verjetno bi se ukvarjal s kriptovalutami, bi bil bogat, s knjigami pa noben ne obogati. Ne, pri nas zagotovo ne? Za izjemo recimo večjih trgov, ne? Ja. To vsekakor, naš slovenski trg je mali, ampak vseeno jaz mislim, da moramo biti ponosni nase, da izdajamo toliko knjig, ne glede na to, koliko se bere, manj več se bere, ali recimo sam nekaterim uspe, ali kakorkoli, saj tudi Desa Muck najbrž ne more se preživljati s knjigo, ne vem, koliko se preživlja, ampak v glavnem pomembno je, da tako mali narod, kot smo, toliko pišemo. Ker jaz ne bom, tle bom citirala Cirila Kosmača, recimo, oziroma on je to položil besede svoji teti v usta, ko mu je pripovedovala eno zgodbo in je rekla, a boš zapisal? Je rekel, ja, bom zapisal. Pa ga je spet vprašala, pa boš res zapisal? Ja, bom. A res boš? Bom. Skratka, ko je 3-krat potrdil, mu je povedala neko zgodbo. Kajti zgodbe, recimo, tudi če so kulise drugačne in ljubezen je večna v svoji podobi taka, kot je pa vendarle so odtenki naših ljudi, naših krajev, naših posebnosti in mislim, da to lahko napišemo pa samo mi. In to je tista dragocenost, recimo, ki jo vidim in jaz sem vesela in srečna, da naši Slovenci tako radi pišejo. To je nekaj fantastičnega. Res. In knjiga je itak, kakorkoli jo zanemarjamo, zdaj recimo tudi, ravno mislim, da sem danes poslušala, kdaj, letos bo leto Jurčiča, leto 21 posvečeno Jurčiču in sem danes poslušala, mimogrede sem ujela od te gospe, ki je govorila o Jurčiču, je rekla, vse v bistvu Slovenci svoje avtorje malo beremo, ali jih ne radi beremo, ali kakorkoli, ampak ne glede na to, je rekla, je to izjemna dragocenost, ne? Tudi Jurčiča ne berejo dosti več, ampak je kljub temu mamo, je napisano, tu pa tam pa le morajo kaj prebrati, recimo, ne? In prodor tujih avtorjev, tujega sveta, sem logično, saj tudi jaz posegam po veliko tuji literaturi in je logično, da v tej konkurenci, ne, včasih nam je malo težje, ne? Moram pa za zaključek povedati nekaj drugega, kar mi je mogoče v izjemen nasmeh, bi lahko rekla, ne. Moje Aleksandrinke bodo prevajali tudi v arabščino. Res, da z muko in težavami, z tako zvanimi iskanjem finančnih sredstev, ampak se mi zdi toliko sem bila te novice vesela pred 2-3 dnevi, ko je prišla, ker namreč, se pravi, arabskemu svetu, ne, bomo tudi pokazali del naše zgodbe, kako smo bili na nek način z njimi povezani, ne. Če to ne bi bilo napisano, seveda se to ne bi zgodilo, ne. In vendarle ta pretok je pomemben, no, tako ali drugače. In pomembno je to, da smo taki, kot smo, včasih se sebe pač dobro poznamo, ma se tudi drugi narodi imajo sami s sabo težave, sej niso nič drugačni. Tako da to me včasih kar potolaži. Še kdo mogoče bi kaj dodal, kakšno repliko, še kakšno vprašanje? Imamo še nekaj minut časa, ja. Smo povedali vse. Zgleda, da ja. Smo povedali, ja. Nekaj bi še ti želela kaj dodati za konec, gospa Darica? Imamo nekaj tudi Imamo v čatu. Malnici, ja. Torej bom kar prebrala, torej pohvale avtorici in sodelujočim pri organizaciji dogodka. Lep večer, hvala lepa za napisano. Kako lepo, res. Lepo, zelo lepo. Čestitke. Gospa Ivanka, kar izvolite, kar povejte. Čestitke avtorici, se pridružujem zahvali kolegice Mirjam in čestitke gospe Darinki in sem ponosna, da se poznava. Gospa Ivanka, hvala lepa, ne, ampak vi ste tudi tam na Unitriju zelo pridno sledite vsemu, to moram pa vas pohvaliti, res. Ja, vse naše dame, mislim, da bojo tudi to prebrale, sem prepričana. Verjamem. Ja. Srečno in uspešno dalje. Hvala lepa. No, super.
Ok, potem, če ni več nobenih vprašanj, če ne bi kdo želel še karkoli dodati, potem se jaz vsem skupaj lepo zahvaljujem. Meni je bilo izredno prijetno, drugi mesec se upam vidimo spet v taki zasedbi in verjamem, da bojo ti domoznanski večeri res še ena češnječka na tortico ob sodelovanju vseh nas skupaj, ker tako, ko je rekla gospa Darenka Kozinc, pripravljamo stvari in pripravljamo te stvari tudi ne samo zaradi sebe, ampak tudi za naše zanamce. Imamo zadaj generacije, ki je prav, da te stvari spremljajo in da vejo, kaj vse se lahko zanje pripravi in da vejo tudi, s kje prihajajo, od kje živijo, kdo je tukaj kaj naredil in tako naprej. Tako da, hvala lepa.